Batista Cadillac in Radioaktivno. Lahko nas vidiš, lahko nas slišiš, ta svet se danes z nami vrti. Lahko nas čutiš, ker jaz te čutim in tvoj svet se skupaj z našim vrti. Naj ti srce zapoje zdaj, skupaj smo vsi. Ne manjka sam nam ne kriv, ne manjka sam nam ne moči. Skupaj bomo, ko se zdani, eno smo srce, ko se zloči. Se ustavi, mi bomo stali in svet naučili, kako se vrti. Ne manjka sam nam ne kriv, ne manjka sam nam ne moči. Skupaj bomo, ko se zdani, eno smo srce, ko se zloči. Ne manjka san je bila slišana skladba skupine Batista Cadillac, Urban, Matija in Matjaž pa z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Pozdravljen, živijo. Zdravo. Zdravo. Urban, dobri 2 leti mineva, odkar sva predstavila vaš prvenec Batista Cadillac. Ja, res je, ja. Je kar nekaj časa od tega. Tako da moramo počasi predstaviti drugega in na tem tudi delamo. Ne nazadnje ta skladba Ne manjka san je že to nakazala. Ja, v bistvu na nek način je. Se mi pa zdi, da bo vseeno druga plata ne tako dramatično štrlela stran od prve, tako da je ta les mogoče tak en modern ali pa mogoče malo bolj pop nastavek, ki pa ne bo veljal za celo ploščo. Bi lahko rekli, da je ta vaš prvenec že album uspešnic? Ne bi rekel. Mogoče, da sta 2 so kaj dobro prijele, ali pa kaj tazga 3, da bi bil to celo album uspešnic, to ne. Uspešnica. V Sloveniji, kaj je točno zdaj uspešnica? Meni je recimo celega fajn poslušati, noben me ne moti. Se mi pa zdi, da bi naredil recimo album uspešnic, pa če ne bi gledal na to tako zelo komercialno, kakor danes gledajo, ne? Če bi si dal kakšne bitle za muštar, mislim, da bi to zelo dolgo trajalo vse, da bi res spimpal. Se mi zdi, da moraš na neki točki tudi spustiti, ne? Pa kaj narediti tako, kakor je in nekje ostati. Zadnje, Matija, imaš prav. Danes v današnjem svetu poplave glasbe uspešnico težko narediti oziroma lansirati. Ne nazadnje, ne samo v slovenskem svetovnem merilu. No, ja.
Pismo ne vem, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni v bistvu nobenega merila več, kaj naj bi to bilo. Ne? Jaz mislim, da ni več nobenega vzorca, po katerem bi mogel delati za to, da bi naredil prav. Včasih je mogoče bilo, si mogel malo več pokazati ali pa kaj več narediti za to, da je postal hit, danes se mi pa zdi, da ni čisto nujno to. No? Tako da jaz predvsem mislim, da ne težko narediti uspešnico, ampak po moje mora ti nekaj kratati. Ne? Vse uspešnice je takih in drugačnih ogromno, pa ne vem čisto točno, zakaj naj bi bile, ne? To uspešnice danes. Pa se uspešnico naredi publika, ne, poslušalci. Saj mi sam delamo muziko, tako da zdaj, da bi mi delali uspešnico, to se zgodi ali pa ne, ampak vedno je to naknadno. Se pravi, ne delaš s tem namenom glasbe? Mislim tega sam, dobro, pustimo. Dobro je, da vam ne manjka sanj. Ja, Ja, se strinjam, ja. Sanje moraš imeti, da imaš velike sanje, ne. Imaš vizijo za naprej in pičiš. Se ta dober sprejem albuma pozna tudi na odrih? Ja, absolutno. Pa zdi se mi, da to nekako zori in se mi zdi, da recimo letos v primerjavi z lani še bolj čutiti to, ne? Ker se komadi malo primejo, ljudje se jih naposlušajo in pol to čutiš, ko zraven pojejo in so se jim nekako sidrali v srca očitno. Druga, ki jo bomo spustili, bo Stop, tokrat živa različica. Ja, to je v bistvu iz koncerta v Cvetličarni. Mislim, da našega največjega doslej in jaz mislim, da nam je super rato. Zato smo se tudi odločili takrat, ker je ekipa snemala. Smo nekako razmišljali o tem, da bi cel koncert izdali, ampak smo rekli, da bomo še malo počakali. In ja, mislim, da je dobro rato. Skupaj v sobi tvoji. Tiho previdno sem te vprašal, kaj bi počela, kaj bi želela. Na posteljo si me posela brez besed, a če hitiš, zgreši se bistvo. Zahtevala, da sprostim se in poljubim te. In tvoje, da sva zdaj tukaj skupaj. Da razumi, da mi je do tebe več, kot se ti zdi. Ne za eno noč, če se res ne da, da jaz in ti v zvezi bi bila. Jemlješ svoje, a ne bom se dal. Te ma, pričala noč.
Dober večer, pejmo v cvet, babies. Zopet besede iščeva, jaz pa ne bi o vremenu. Stop v živo skupine Batista Cadillac. Kako ste si na ti z umetno inteligenco? Zelo slabo. Jaz v bistvu sem pred kratkim se šel malo igrati na chat GPT ali kaj je že. A se tako reče? Ja, pred kratkim, jaz sem daleč od tega. Pa jaz sem itak vedno daleč za tehnologijo, se mi zdi. Tako da ne vem, če bom kdaj stopil. Najbrž bom mogel enkrat stopiti v kontakt s tem, ampak mislim, da se bom tega nekako, dokler se bo dal, izogibal. Malo jo v zadnjem času povprašam, ko se pripravljam na intervjuje o glasbenikih. Dostikrat zadane, dostikrat zgreši. Moram pa povedati, da pri vas je takoj ugotovila, da ste slovenska skupina. Da je sprva to bil duet, drži? Ja, prvo smo bili duet, ja. Z Urbanom sva začela že v najstniških letih, pa smo toliko časa delali, da nam je ratalo potem biti dovolj zanimiv za dobiti dobre glasbenike okoli sebe. Tako da od takrat je band. Pustimo do besede recimo naprej. Je ta razširitev bila načrtna? Ja. Mislim, želja. Zasedbe so se malo menjale vmes, ampak ostali smo tisti, ki je bilo prav. Umetna inteligenca pravi, da sta skupaj od leta 2013. Jaz sem v bistvu skupaj že od leta 1994, ne? Če smo čisto natančni. Ampak mogoče smo se pri 13 tudi čisto točno, ne vem. Mogoče je bilo to samo v kakšnem intervjuju, ko so nam rekli, koliko časa se zdaj ukvarjate z muziko. In sem mogoče rekla, ne vem, od 13. Ne vem pa točno, kdaj je to bilo, ampak ja, že kar dolgo sva skupaj, ja. In recimo imamo tudi to, ne, recimo bendovsko gledano, mene kar malo mori dejstvo, da sva imela malo nesrečo s temi bendi, ne. Vsi te bendi, Murphy pa Joker Outi, recimo so že od srednje šole, mi da sva tudi tako začela, ne. In mi je mogoče žal, da nisva v vsem tem času, ko sva bila skupaj, kar bendovsko nadaljevala poti, ne. Ampak smo bili pa z ljudmi v tej zasedbi Žaža Bizarka, mogoče tega niso tako videli ali pa niso se mislili s tem tako ukvarjati. Tako da sva pol eno dolgo obdobje igrala sama. Se pa tudi na tak način nekako kalila. Ne. In je mogoče tudi to prava pot, ne vem. Očitno gre dobro. Je pa res, da avtorsko potem, pa avtorska muzika, pa to tako naprej, pa potem kasneje prišlo, ne. Ampak ja. Koliko vas je danes v zasedbi in kdo vse ste? Ja, band, ki se dobiva na vajah, teh nas je 6. Zraven je pa še back vokalistka danes Sara Lamprečnik, torej na bas kitari je Sebastian Podlesnik, na kitari je Primož Hudoklin, Hudi, MD, ne? MD, musical director. Jaka Zlatinšek igra klaviature. Zlajo. Jaz, Matjaž, sem na bobnih. Kazimir Novakovič, Skaza. Ja. In pa Urban Lutman, Matija Koritnik. Duo, ja, Kafanca. Duo Kamilice. Kafanca. To je ta konglomerat. To je sedaj že malo geološko povedano. Ja. Kaj si študiral, povej, arheologijo? Arheologijo, nisem arheologije, ampak ni to ta izraz. Ampak si pa nekaj, kaj si nekaj bilo umetniškega? Ne, politologijo. Nič umetniškega. Dokler nisem šel glasbo študirati. Prej pa nisem dovolj. Tebi se v bistvu, ti si že od mladega vedel, da bi rad bil glasbenik, ali je to prišlo kasneje? Jaz sem se rodil glasbenik. V bistvu že v zibelko ti je bilo dano, ne? Ja, v bistvu sem bil prisiljen v to. Nenazadnje Matjaž izhaja iz glasbene družine. Vem, zadnji smo bili pri očetu, ki živi v bistvu v Zrečah. In je Matjaž rekel, ko smo na Lentu igrali, ne, pri Kreslinu, je rekel, da gremo do očeta in že ko smo prišli tja, je zvočnike, ima kar vsako jutro prav, da si da ven zvočnike in ta muzika dela in kvalitetna muzika se posluša in to me ful spominja na moje otroštvo, ne, ki je fotor tudi tako in v bistvu res, če imaš take tako očete, tako ali glasbenike ali pa audiofile, kot je tudi moj, no pa tudi glasbenik ne nazadnje. Se mi zdi, da te nekako malo te posilijo s to muziko, ampak pol ti rata pa všeč in potem bi ti to kar, ne. In poj se mi zdi, da te zagrab in ne moreš ven. Super je to pasivno absorbiranje glasbe, ne? Ti ostane v podzavesti. Res je. Matija, ti pa si zelo tih. Ne, malo zmatran od včeraj.
Nič osebnega. Ali smatram zaradi tega, ker nam je včeraj koncert odpadel in ga je čist potrl. Zdaj se ne more pobrati. In smo Ormož raziskali že po noči. In se je dogajalo. Presenetljivo veliko, ja, mislim. Vse smo bili sami, ampak smo bili pod streho, tako da to je glavno. Pod stresom. Pod stresom, ja. Naslednja, ki jo spuščamo, bo veš, da si lahko karkoli. Super. Ampak povej, A ja, komando, ok? Ja, povej vse. Veš, da si lahko karkoli. Ja, zelo tak en naslov, kot vprašanje, ko ga lahko razširimo zdaj v besede, ampak najbolj, da ga poslušamo in upamo, da vam bo všeč. Jaz mislim, da vam bo. Hodim proti obzorju, štejem semaforje in ljudi. Eni taki, drugi taki, jaz pa tuki, tuki, tuki. Sreča je klicala in želela srečanje in povedala je, da ne rabim biti temi. Veš, da si lahko karkoli, saj sem zate tuki, tuki. Veš, da si lahko karkoli, edino ti lahko dosežeš da. Nas čaka konec ceste, upam, da po poti se zgubim. Vse, kar traja, se odvije, včasih zmagam, čas pustim. Od vseh verzij sebe, ki jih premorem, je vedno taka, ki jo vsak dan zmorem. Veš, da si lahko karkoli, saj sem zate tuki, tuki. Veš, da si lahko karkoli, edino ti lahko dosežeš da. Batista Kedelek, oddaja Radioaktivna, Urban, Matija in Matjaž so z mano. Kot sem dejal, album Vaš prvenec, istoimenski, je šel leta 2022. Kot je slišati, so ga poslušalci dobro sprejeli. Je tudi kaj odzivov od drugod po svetu, glede na to, da je album na streaming platformah? Ja, mislim, iz Anglije je dosti teh odzivov, Amerike tudi veliko. Ne, hecam se. Ne, Se učite geografije. Ne, ni. Iskreno bi povedal. Ja, v bistvu, Matija, kar smo bili nominirani, kje smo bili nominirani? Bosna ali nekje na nekem, svet se potira vase. Za music video nekaj awards. No, to smo bili dejansko, z Ameriko sem se pohecal, mogoče to sem neka želja, mislim, seveda bi si vsak to želel, ampak zaenkrat ne.
zaenkrat smo kar realisti. Ne nazadnje, če pogledamo Joker Out, ki ste že prej omenili, oni so v slovenščini prišli v svet. Ja, s temle, S Carpe Diem. z Eurovizijskim, ne? Ja, seveda, ne, zaradi tega, ker so bili na Euroviziji z njim, ampak ja, mislim, oni so uganka, prvoščam jim in to je čist noro, no, da tako eksplodira. Pa tudi dobro so v bistvu izkoristili to, znajo se obrniti v ta pravem momentu in tle so vse, ne. Pač izkoristili so Eurovizijo, pol naredili naprej komad s kom že, Matija, s kom so že? Z Elvisom Costellom. Elvis Costello, ja, pa tako, in so pač izkoristili stvar in jahajo ta val. Ne nazadnje pa ste tudi vi bili na EME. Ja, z Mim pravil. Zanimiva izkušnja. TV nismo tokrat na tovrstnih televizijskih odrih. Da je bilo dobro, malo smo se pokvarjali s stilom, vaje, imeli mičkan za korake ob igranju. Kar eurovizijsko, no. Ogromno enih vaj je bilo za tiste 7 korakov pa pol, ki smo jih naredili v komadu, ne. Ampak je pa dobro zaradi tega, ker vidiš še malo na drug način in ti je siguren, da to tudi na odrski prezenci in tako naprej, ne. Da malo pomisliš o premikanju. Sploh tem kolektivnem, ne. Mene je to bilo všeč, vedno so mi bili všeč recimo ZZ Top v temu, ne, premikanju na odru, ne. 2 koraka sem pa je narejen, ne. Ne nazadnje pa ste bili na koncu druge. Malo je zmanjkalo, da bi šli na Eurosong. Tako je in moram reči, da glede na to, da smo v Sloveniji, smo toliko zadovoljni s tem drugim mestom, ker to, kar so delali pol tem mladim fantom, ki so pač šli tja, ne, te Slovencerji, spluvalo vse, to se mi zdi grozen. In zaradi tega sem zadovoljen, da smo bili drugi, ker siguren bi najbrž imeli 1000 ljudi proti, da gremo, pa 5 bi jih rekli, to je pa kar dobro. Žal imamo kot narod tako tendenco. Pa radi delate Mim pravil. Preveč radi imamo Mim pravil. Vse sem rekel glih fantom, da bo treba malo znotraj pravil se začeti gibati. Ne vem, jaz ga rad igram. Tebi kar všeč. Ja. Ja. Tebi, Matija, všeč Mim pravil. Ja, mi je. Cool je. Tak je drugačen od ostalih. Dobro mi je te gongi na refrenu, to nekaj naredi. Takrat je bil ta za Emo, ko smo se pripravljali, so imeli oni nek rok in mi, da z Matijo Svoboda zbolela v bistvu je zbolel cel band za covidom in zadnji dan karantene je bil en dan pred snemanjem pri Štiberniku vokalov, ne. Sebastian je bil na aparatih takrat, cel band je dobil covid, Sebastiana je potrl in potem smo tudi takrat najdli substituta za na oder Viljama, tega, ki je bil na saksofonu. Matija je pa v bistvu bas igral, ne, ker je bil Sebastian tako na covidu. Tako da ja, zanimiva izkušnja. Zelo covidno obarvan komad v bistvu, ali pa vsaj vsi feelingi, ki so šli zraven. Naslednja, ki jo spuščamo, pa bo Toliko je potrebno še. Ja, to je pa napisal Mile. Ja. A ga da ti igraš? Zelo. Ja. Zelo. To je Matija v bistvu napisal za eno punco. Dober komad. Dober komad. Ravc sem tukaj igral, kar mi je cool, da sem nekje na klaviaturah. Na tej plati. Ker takrat smo v bistvu, ko smo snemali to plato, smo v bistvu tik pred tem zaključili z prejšnjim bandom, s prejšnjim sestavom, ne, prejšnjo ekipo. Tako da smo v bistvu prišli na snemanje plate in so ostala sama. Tako da je pol bilo tako, ja, Matija ima klavirje igral, pa najete pištole so igrale ostalo. Ampak Matija še vseeno ne želi razkriti zgodbe, ozadja. Ja, težka je, ne. Tako da jaz bi ga pustil tle, ker vidim, da so rane po očeh. Ja, se mi zdi, da vsaka zgodba za komadom, dlje več časa, ko mine, manj si tak, jo čutiš kot neka tvoja zgodba, karkoli, tako da se potem dostikrat ne spomniš niti točno, iz kje je kaj, ampak še vedno se pa lepo posluša in se mi zdi, da vsi uživamo v resnici zelo, ko igramo na odru, po mojem tudi ena izmed boljših izvedb ponavadi na koncertih. Še potrebuješ, da prepričaš se o meni. Dam ti čas, dam ti sebe, koliko je potrebno še. Hladen zid, ki te okruža, mi ne jemlje upanja.
globoko je v tebi, koliko je potrebno še. Ko govorim, kot da bi sam sebi, ko pojem si, raje bi tebi, ti pa misliš, da bo samo uredilo se. Toliko je potrebno še. Tokrat zadnjič te vprašam, brez zadržkov in dotikov. Če odidem v tem trenutku, vedi, da me ne vidiš več. Ko govorim, kot da bi sam sebi, ko pojem si, raje bi tebi, ti pa misliš, da bo samo uredilo se. Toliko je potrebno še. Ti pa misliš, da bo samo uredilo se. Toliko je, toliko še. Lina, ti pa misliš, da bo samo uredilo se. Batista Cadillac oddaja Radioaktivno. Z prvenca Batista Cadillac ste izdali kar nekaj singlov. Kaj mislite, kaj pravi umetna inteligenca, katere so vaše najbolj znane pesmi? Magnolije, Pust me do besede, pa Mim pravil. Se strinjam, popolnoma. Ja. Fiks je to celo vrstni red. Eni redkih, ki ste zadeli. In sicer umetna inteligenca je izpostavila samo dve skladbi. Pust me do besede in Magnolije. Vidim, da imaš nos za uspešnice. Absolutno, meni gre samo za to in jaz sem to sestavil samo zato, da bi hite delal in enkrat vozil po Karibih se z eno ladjo. Verjetno pa, ko ste na odrih, vsak poslušalec najde oziroma ima svojega top favorita pri skladbah. Ja, mislim, da ja. Tukaj se tudi po mojem razlikujemo, ker igramo različne inštrumente in se, nekomu je nekaj posebenega igrati en komad, nekomu nekaj drugega. Kjer je recimo tebi, Matija? Meni za špilat Smer vetra mi je fana. Matjaž? Ali pa ne vidim tudi, no. Ne vem, ta je zdaj pretežka. Toliko je potrebno še, po moje. Ja. Urban? Ne diraj mojo ljubav. Pa toliko je potrebno še. Ste tudi dokaj usklajeni v bendu. Ja. Smo. Moram reči, da smo zdaj v bistvu z ekipo, ki se čuti in je nad vse zabavno druženje, vaje, koncerti in vse skupaj, ker je luštno, tako bratsko deluje vse skupaj in je lušten. Naslednja bo Stik. Ta pa še ni bila izpostavljena kot singl, če se prav spomnim. Ne, jaz mislim, da ne. In tudi ima tega hitna boja mogoče najmanj, zato nam mogoče tudi nam velikrat zelo dogaja. Sploh se mi zdi glasbeno in tako se mi zdi Stik najbolj pogumen na tej plati.
Tak je, no. Tribovski, ne. Všeč mi je. Jaz sicer mislim, da se ga malo izpostavljati, smo ga začeli, ne, kot prvi komad na koncertu in se mi zdi, da se malo zažari zaradi tega. Absolutno. Ne, dober komad. Je pa mogoče malo bolj za te sladokušce, ki imajo radi malo bolj tako, ne tako komercialno. Ali se mi zdi prav, Matjaž? Ja. Površine in obode lovim le v najglubih sanjah, ko sem zbujen. Prvi je korak za mano, drug korak je v neznano. Nekje v sredini sem glede smer izgubljen. V iskanju za signalom, da bo konec sušnega obdobja. V iskanju za signalom izven cone mojega udobja. Točem, pojem, plišem, ker ne znam se staviti, ko divjam. Moje pleme se nabira meni v bran. Dimnega obruča ne seznam, če se v njem ne znajdem sam. Da ga najdem, iskat ga grem kam drugam. V iskanju za signalom, da bo konec sušnega obdobja. V iskanju za signalom, zunaj cone mojega. Po stiku hrebenim je na obzorju dim. Rabim en dotik, zato da ne zbolim. Če bi lahko ga ujel, človek bi postal. V očih ostali zverin, v očih ostali zverin. Po stiku hrebenim je na obzorju dim. Rabim en dotik, zato da ne zbolim. Če bi lahko ga ujel, človek bi postal. V očih ostali zverin, v očih ostali zverin. Batista Kedelek z mano oddaje Radioaktivno. Kot ti se da videti po vaših družabnih omrežjih, ste intenzivno na odrih. Ja, se je kar nabral. Povem, kakšna 2 špila na teden, je recimo zdaj še do kolektivnega dopusta, ko si vzamemo malo cajt, pa regrupamo za novo plato. Tudi delamo, no, zdaj se rabimo sicer še malo tekstom posvetiti, pa tako, ko glasba gre sama od sebe, to se sam dobimo. In jaz svoj dopust mislim, da bom zihar kaj za to izkoristil, ampak to je tako zabavno. Do takrat pa še špile, ne. Švicamo in imamo, to je eno izmed redkih pravil pri nas, da imamo vsi dolge hlače na odrih in zdaj sem si kupil neke flanelaste, da mi bo mogoče malo lažje. Vi pa še v kavbojkah sicer ustrajate, vam ni nič vroče, ali kaj? Ja, ne vem, navadil sem se v kavbojkah in stara navada, železna srajca. Da si kaj luftaš, ti tak sediš? Jaz sedim, ja. Sicer za švicam, ampak ni mi bed. Je pa pol tudi ta problem, da smo v bistvu glasbeniki, zdaj,
ne bomo rekli, da imamo glih za imamo za kakšno barkico majhno, če skupaj vržemo, ne? Tako da pol spet ni za te kvalitetne materiale denarja, ne? In to niso Levis ali pa kvalitetnejše kavbojke, ampak so večinoma Zara, H&M. In so potem še te umetni materiali, ne, ki v bistvu pridodajo k temu švicu. In jaz, ko pridem dol iz odra, recimo, če je res vroče, tako kot zdaj, ne, si komi čez stegna potegnem te kavbojke. Se ti zažrejo noter. Jaz sem razmišljal, se mi zdi, da smo na pravi poti. In ko si rekel za Barko, da bi šel kar izpit za skiperja že delati. Za nad 25-metrske jahte. Ja, ne? Ja. Pa se bi ti pasal, veš? A ima kdo od vas izpit začel? Ne, imam pa, ja, v planu. Sebastian ga ima, naš basist, tako da če bi kdo rabo skiperja za okol sveta, Sebastian tudi to počne, poleg basa. No, se da vidim, da tudi veliko date na imidž. Na imidž oblečemo se, radi se oblečemo usklajeno, ampak ne, po mojem bi vse nekaj bi rabili nagruntati še na stage, nekaj nam je v želji, da bi kaj posebenega naredili na tem področju, ampak to bo prišlo samo od sebe, zaenkrat samo muska. Samo od sebe absolutno ne bo prišlo, tle se ne moram strinjati. Menimo se zdaj z eno mlado damo, modno oblikovalko, ne bi še razkrival njenega imena, ker ne vem še, jaz si srčno želim, da bi šlo skupaj, da bi posodelovali, ki bi nam sešile obleke in bi nas mogoče malo tudi postavilo na zemljevid, kar se tiče fashion, mode in tega. Jaz si želim biti Leni Kravitz, na primer. Ste mešali, nekaj si izmislili? Se zibram. Ja. Ja, no, tako da ja, tudi to, jaz mislim, da je to, jaz sem v bistvu zdaj zelo samozavesten, ko smo na odru in se mi zdi, da smo prišli do nivoja, ki je zadovoljiv, če tudi ne bomo nikoli najbrž zadovoljni z odigranim in bomo vedno silili boljšemu in kvalitetnejšemu izvajanju, ampak se mi zdi, da vsaj zdaj, ko opažam in sem zadovoljen z nastopom, sem zadovoljen z igranjem, kaj še? In tle se mi zdi, da je zelo pomembno tudi, kako se oblečeš. Mi sicer trudimo se, ne, da ne gremo gor kot trop razpuščenih psov, ne, oblečenih zdaj v karkoli pač že je. Ne. Sam se mi zdi, da je fajn, če imaš ljudi, ki so na tem področju pač strokovnjaki. Ne. Repertoarja za koncerte imate dovolj ali je treba še kaj improvizirati? Ja, malo je treba improvizirati še s kakšnim sposojenim, ne, ampak zato delamo drugo plato. Absolutno je najlepše igrati naše komade, ne. In coveriti grejo v bistvu počasno živce, ne. Tako da zdaj smo že v fazi, jaz sem že recimo v neki fazi, ker res ne maram več igrati coverjev in se mi zdi, da je čas, da se samo še naše igra in to je to. Vaje še veliko, Matjaž? Vaje so, ja, redne v bistvu. Enkrat tedensko se dobivamo, včasih tudi dvakrat. V bistvu smo kar pridni. Plan je, da bi vsak dan, ne? Vsak dan skupaj in tudi cilj je potem pa tudi ko ne, se pravi eksplodira in se bo zgodilo, bi bil pa tudi cilj, kot smo rekli, ne? Las Vegas Casino. Da bi vzeli pač ne, eno skupno nepremičnino, kamor bi se skupaj vselili in vsako sekundo lahko skupaj delali. Sedaj sta slišala, kaj pravi ravnatelj Urban. Ja. S 1. septembrom, prvim šolskim dnevom, oziroma ne vem, če je prvi. Komi čakam. Ker prvi šolski dan pa ta zihar spet imel. Naslednja bo Smer vetra. Super, se veselim. Smer vetra smo naredili en fajn video spot, pred kratkim mal backstage oziroma behind the scenes. No. Sproščena zadeva je za pogledat, ko imate pa tudi fajn happy sound. Jaz imam rad te stvari, tako da mi je to en izmed ljubših. Spot se je zgodil sicer v Istri, glavnina njega. Ostalo pa malo ja, tako. Jaz sem v bistvu mi smo se pogovarjali s bendom, da bi mogli narediti enega, ki bi bil še bolj, ki bi še nekako bolj ljudi povabil v našo intimo. Tako da zdaj razmišljamo o nakupu ene stare zmatrane kamere, ki bi imela kar slabo sliko, ne, ki bi posnela in da bi se skozi snimali in pol izdala en tak, ki je pa res, ne, v pogled. Z Rodijem smo se zmenili za 10 € več, pa je rekel, da lahko posname in zmontira. Bomo dati klauzulo. Še za to. Bomo zrihtali. Pomeni v prihodnje samo retro video spotem. Ne, ampak eden zagotovo, zaradi tega, ker ravno o tem, ko se pogovarjamo, težko je biti glasbenik v Sloveniji in tudi prilivi, ne, pričakuje se od glasbenika, ne, se pravi, ti moraš sigurno narediti ene 3 spote na leto, ne, in zdaj to se vse draži, treba je narediti plato, treba je narediti to in to nanese kar veliko enih stroškov, tako da se mi zdi, da je velikokrat zelo fajn, če si kreativen in lahko z manj narediš več.
če narediš dobro zgodbo, v tem primeru, da bi se mi skozi snemali in dali to gor, da bi ljudi popeljali malo bliže nam, se mi zdi, da ima pač to neko težo in ne rabiš dati 8 jurjev za spot. Ne. Tako da. Zopet besede iščeva, jaz pa ne bi ovan minul. Povej, čigavo je ime, ki skrivaš ga na ramenu. Zakaj si vedno sličen nam, pa vidim, da te zebe, Kdo lastnik imena in njen ideje, da zanimaš se za druge? Iz tebe vlečem, kar lahko gledamo nebo, da bo lepo. Vse to nad nama, daj pobudo sama. Nova smer vetra, nebo se odpira sonce, te vrača k meni. Zamenjaš smer vetra, oči ti žarijo in sonce je spet v meni. Komaj sem tu preživel in še pomlad je kar hladna. Zdaj je čas, da s tem, kar imava, se igrava, kot da sva normalna. Vse naredil bom, kar lahko, gledaš v nebo, da je lepo. Vse to nad nama, daj pobudo sama, če ti ni težko. Nova spet vetra, nebo se odpira sonce, te vrača k meni. Zamenjaš smer vetra, oči ti žarijo in sonce je spet v meni. Pa tiste Cadillac, v zadnjem času ste imeli tudi nekaj sodelovanj, Maja Kevc, Vlado Kreslin, na albumu tudi Tomas Marč. Ja, tako je. S Tomas Marč je bil prvi, zdaj smo pa v zadnjem času tudi malo posodelovali z ljudmi, ki so nam v bistvu super in zato smo tudi, predvsem bi izpostavil eminenco gospoda Kreslina, ki je res človek, ne, v prvi vrsti. Mi smo se prišli v bistvu k njemu, razmišljali smo, ko smo delali koncert v Mariboru, ali na Štuku, kako je pravilno? Na Štuku. Ko smo igrali na Štuku, smo si zaželeli Vladota kot gosta in potem smo šli k njemu domov na sestanček, ki je trajal 4 urce po mojem. Vlado nas je napojil, najedli smo se, peli smo se, imeli fajn in potem smo se zmenili, da bo naš gost. Pa smo pa kar, glede na to, da smo snemali tako video, smo pa rekli, da bi tole še objavili, ker je bila super izvedba in smo to naredili. Pa seveda še ištekani, ki nas je on povabil. In tako, se je kar zdaj neka stalnica. Mislim, je dobro, kaj se dogaja. Ste se tudi fotografirali pri tabli Beltince? To se pa nismo, smo pa stali blizu nje, smo nazdravljali. Drugače pa, kaj se dogaja z vami sproti na družabnih omrežjih? Ja, Matjaž je pravzaprav naš social manager, tako da on bi bil pravi, najbolj kompetentna oseba za povedati, kaj v Facebooku, Instagramu in še posebej TikToku. Matjaž, povej malo, kakšno imaš v bistvu ti strategijo pri vodenju vsega tega? Čim več pa takoj. Ne vem, nimam je. Edino, kar se mi zdi na socialnih omrežjih, rekel bi absolutno, da noben od nas ni za to. In to je
rak rana modernega glasbenika, ker se pač s tem moraš ukvarjati, ker sicer težav ni na zemljevidu. In zdaj to temu, zdaj zamaham z roko pa reči, jaz se tega ne grem, to se mi zdi neumno. Ne. Tako da se pač trudimo, kakor se trudimo, že oni, ki tlele zraven mene sedi v tišini. Ravno objavlja, mene pa Matija ta danes zjutraj. Pokaž še enkrat, Johnny, samo tale video, kako je bilo. Da je sam zablurano več, ja. To sva z Matijo zjutraj bila. Ta zgornja ali ta spodnja? Ta spodnja. Ne, v glavnem ne. Zdi se mi samo, da moraš čim več objavljati. In to je to. Ja, je treba, vedno se rabimo malo prisiliti, pa se nam zdi, da gre tudi vedno lažje, no, smo se malo navadili. Kaj včasih to mi nismo od enega selfija, nismo mi da škljocanila v 25 letih, potem pa kar naenkrat se rabe s tem ukvarjati. Dobro, nujno zlo, recimo. Skoraj da se kdaj izključujejo te stvari, ne so kakšni dobri marketingeri, pa ne to glasbeniki in potem obratno. Za jesen najavljate tudi novi material? Za jesen lahko rečemo, da najavljamo, saj bomo v studiu še nekaj stvari dodelovali konec septembra. Tako da zdaj vprašanje, ne bo to ravno zgodnja jesen verjetno, čeprav se nam mudi, že sam zaradi nas bi radi čim prej nekaj dal ven in se mi zdi, da smo tudi na dobri poti, da je dober material. Skladbe so že izbrane? Spremljajte naša socialna omrežja, tam bo vse. Tam bo vse razvidno. Potem Matjaž stopi na sceno, ali ne? Ja, to je moje področje, ja. Ampak še nisem čist izpilil strategije, še premlevam, bom javil. TikTok si že osvojil? Nisem ga še sploh videl. Kdo je ta TikTok? Pa pravijo to en Kitajc. Ja. TikTok, ne vem. Ne, slabi smo, vsi smo slabi in nobenega to v bistvu res ne zanima. Tako da vse, kar sem rekel, Johnny nam pomaga pri temu, pa mislim, da zdaj vseeno držimo nek minimalen standard higienični. Kot Eminem, na primer. Imate že izbran naslov naslednjega singla? Ne, nimamo. Niti naslovov še, no. Ne, so delovni naslovi. Vse delovni naslovi. Lahko povem ene par delovnih naslovov, mislim, da to nikogar ne bo bolel. Georgia je en komad, en je Saudi in en je Wrapped Up in Clover. En je 15. december. Tako da ne, mi imamo v bistvu en je Silky. Kaj še imamo? Ja, no, Sunshine, v glavi le, bla, bla, bla. Glavno, to so vsi delovne naslove smo zdaj razkrili. Prvič, premierno, tukaj na Radiu Prlek. To pravi bomo razkrili takrat, ko bo album zunaj. Ja. Za konec še ena zelo aktualnim naslovom, Svet se podira vase. Ja, vse je nekaj dosti za dodatno. Jaz mislim... Naslov je prvi, spet se podira vase, ne, sam se ni dobro slišal. Pa se svet res podira vase? Ne vem, ne, meni kul. Ne čutim, da bi padal v jedro ali pa iz zemlje. Vse hodimo. Tla so še vedno trda. Ja. Jaz tudi ne čutim podiranja, je kar stabilen. Ja, pa zato, ker so iz dobrih družin, ne? Slabe? Sem se pač... Koliko enega, zdaj smo res zaplavali, ne? Čisto neko drugo smer. Ja, čisto tretjo. Dobro, dajmo to nadaljevati. Matjaž? Urban. Ne, dajmo poslušati komad. Jaz upam, da vam je všeč, no. Bomo ga sedaj zavrteli. Urban, Matija in Matjaž, hvala, da ste se oglasili v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala tebi in jaz mislim, da je bil to en bolj zabavnih intervjujev in mislim, da bo Matjaž od zdaj naprej hodil vedno z nama. Mic drop. Hvala, Matjaž. To je svet ugaslih sanj, prazne oči na ulicah in padla je noč, prazno nebo, ni mi žal. Kdo kriv za konec je sveta? Slišim tvoj jok, tebe bolj boli, pomirja me to, vem na koncu sva, moment za naju, svet je pri kraju, mi pa naprej, samo mi čujeva se.
spim v praznih očih. Srce je nebo, prazno kot noč, ni mi žal. Ne vem, zakaj nisi odšla, slišim tvoj jug, tebe bolj boli, pomirja me to, vem, na koncu sva, moment za naju, svet je pri kraju, midva pa naprej, samo uničujeva se. Moment za naju je zdaj pri kraju, svet se podira vase. Predava se, baby. Poslušate radioaktivne Batista Cadillac.